Amen. Kako dobro je biti v cerkvi, ki znamo, da naš Bog živi. Ne samo to za en praznik, en spomin, da je na Veliki petek je zašmrl, na Vezensko nedeljo Gorston, ampak da znamo, da je to dejstvo in da je resnično živi Bog, ki prebiva v naši sredini in ki prebiva tudi v naših srcih, v naših življenjih. Velikonočni prazniki so povezani z mnogimi simbole. Za mnogo stvari se okoli tega dogaja, glih tako kot Božič. Vsi znamo, poznamo žegen. Ljudje odijo z šunko, s krujon, z belicami, renon in dajo to blagosloviti, žegnjati. To je en simbol, šterega upravljamo. Meni osebno se te vidi, kar od šunku geng, zato se ta stvar se mi vidi. Pri tem mi žegnja ne imamo, ampak mi sesko blagoslavljamo. Potem imamo remenke v najrazličnejših oblikah. Jaz sem goržal ene tipične slovenske, mislim, ko se najprej remenke in potem zavce. Se zdaj spitavali, ko ima to veze zdaj z vizmom. Jaz sem malo brsko, sem se, za koj v bistvu to uporabljamo. In v bistvu sta oba dva simbola jajce in pa zajec. Simbola za rodovitnost, za plodnost, za pomlad, da nekaj nastane. In mene je naš najmlajši sin Jona pital te dni, pa zakaj imamo jajčka za veliko noč? In potem smo mi takšno fajno diskusijo imela med moškami in so pravi, glej, nekaj mrtvega. Jajce samo po sebe, da povemo, da je mrtvo. Ne? Nišče nema problema, jajce strejte pa v pone vđoti. Ampak što izmed nas bi eno isto stvar, par tednov kasneje lahko kar tako naenkrat ubil enega malega piščančka, ki je v bistvu ena ista stvar, ampak se je samo razvilo. Simbol jajca iz nekaj mrtvega nastane nekaj živega. In obstaja pa tudi en simbol, šteroga v naših krogih, ki se spomnim še nazaj. Ne vem, če smo to mi dodali, ali sem kdaj to pri Savzdih videl, da so pekli velikonočno jagnje, kot kru ali pa pecivo. Se to spomnite starejše? In daš naslednjo sliko in v bistvu, da razmišljamo o tem, je to velikonočno jagnje v tej obliki edini pravi simbol velike noči, šterega bi lahko tako uporabljali, ki ima tudi temelje v Božji besedi. To jagnje, šterega še gnezde in v določenih narodih ali to pečejo za vizen, je privadi iz krušnega testa ali pa kak pecivo, se potem gejcuj kašunki ali pa kak sladica, kak jer. Ampak strogo gledano, če pogledamo na Božjo besedo, vidimo že v Janezove evangeliji, da Janez Krstnik pravi v Janez 1.29, pravi to, glej, Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. In te besede, da sta dva bodočega učenca Jezusa čula, sta v bistvu to tako sprejela za sebe in njima je to tako pomenilo nekaj, da sta takoj šla za Jezusom, štejmo od 25. vrstice naprej. In draga cerkev, ali so ljudje to takrat razumeli, ko Janez te misli, jagnje Božje? Kajte, znate, ljudje so poznali zgodbo iz svoje zgodovine, iz ljudstva Izraela v Egipte. To so bili ton in da je na noč osvoboditve vsaka družina mogla zakloti jagnje, z njim podmazati pod boje svojih vrat in ton, ki je angel tiste, videl krv gor, je šel mimo in ljudje so preživeli, sinove Egipčanov pa ne, poznamo tudi mi to zgodbo. In to je izraelsko ljudstvo dobilo svobodo. Leko so šli, potovali so mimo Sinaja v obljubljeno deželo in od takrat
naprej, vsako leto praznujejo to pashalno praznik Pashe, spomin na izhod, na Eksodus, in družina zakolje takrat jagnje in ga poje. In pashalno jagnje je spomin osvoboditve iz suženjstva, iz Egipta za Izraelce, ampak tudi za nas. Jaz se spomnim, ne vem, što izmed vas je že bil poleg Darko Znon, ki se z mesarijo ukvarja, ubiti jagnje. Nište ne, jaz osebno, da sem to prvič delal, mi je ne bilo fajn. Kresen je takša mila žival. Se pa spomnim, da sva bila za Noahom, v Ženovli smo takrat imeli, ker znate, v leti pelam moje birke ta, pa sem pravil, ode, kaj boš videl. In to je dejansko jagnje položiš na tla, nitri ga ne treba držati, čaka mirno in prlej, kako buješ, se spusti solzo. To sem Noah, mislim, da se to dobro spomni, in meni je to takši vtis napravilo, kruto je. Ampak, da gledamo na to in da štejemo Božjo besedo, te prispodobe dosta bolje leko razumemo. Šel je, Izaj piše, kot jagnje na zakol, ne je zdignil niti glasa, ampak prostovoljno. Egipčanom, Izraelcom, ki so živeli takrat v Egipte in tudi dan danes, to dosta pomeni, ker razumejo te stvari. Zakaj je ta simbolika? In ne vem, če tiste dva učenca, ki sta čula, glej, jagnje Božja, če sta o tem dosta razmišljala, ampak da so skupaj z Jezusom sedeli pri zadnji večerji, da je to on tudi pravil, glej, mromu, ubili bom do me. Ali je njima takrat prišlo to v spomin, glej, jagnje Božje. In to nasprotje, gledate, zelo jasno, da gledamo na naš današnji svetopisanski tekst, ko smo prešteli, in tu štelemo iz odlomka razodetja. Iz knjige oštere zelo redko predgamo, saj je polna simbolov, podob in abstraktnih prispodob, ki jih težko razumemo. In v vrsticah, ki jih štejemo, Janez opisuje toliko vidi in da to gledamo na te stvari, težko dojamemo, zakaj je to tok. In tu Janez proba na razumljiv način razodeti to, ko je videl v tom Božjem nevidnoj sveti, v to njegovoj prestolnoj sobi. V resnici ne vemo, ko je točno bilo. Toda o tem, ko piše, nam poskuša razložiti to, ko se dogaja v zakulisje, za odrjem sveta, v katerem mi živimo. In spustimo se malo v tej prizor. V njem Janez doživi eno ogromno nebeško prestolno sobo. V središču je Božji prestol. Okoli njega so pomembne človeške osebe, ki se imenuje starešine, in 4 živalim podobna bitja. Težko razumljivo. In jaz sem danes se pripravljal tudi malo brsko slike, kako so umetniki ali tudi sodobni te slike prizorili. Jaz sem ob strani gorđal te slike, dosta je tega, leko doma sami poiščete. Ampak skupaj preštimo, razodetje 6:5. 5:6. Tedaj sem videl na sredi med prestolom in 4 živimi bitji, ter staršinam je stalo jagnje, kakor zaklano, in imelo je 7 rogov in 7 oči. To je 7 Božjih duhov poslanih po vsej zemlji. Jagnje je stopilo naprej in vzelo knjigo iz desnice sedečega na prestolu. In ko je vzelo knjigo, je 4 živih bitij in 24 staršin padlo pred njage. Vsak je imel harfo in zlate čaše napolnjene z tišavami, ki so molitve svetih, in peli so novo pesem. Vredno si, da vzameš knjigo in odtrgaš njene pečate, ker si bilo zaklano in si se svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda, ter si jih
napravilo našemu Bogu za kraljestvo in duhovnike in kraljevali bodo na zemlji. Med videjem sem videl vse naokrog prestola in živih biti ter starešin slišati glas mnogih angelov. Njih število je bilo 10,000 krat 10,000 in 1,000 krat 1,000. Z močnim glasom so govorili, vredno je jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in bogatstvo, modrost in moč, čast, slavo in flalo. In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile, sedečemu na prestolu in jagnjetu, hvala in čast, slava in mogočnost na veka v veke. In 4 živa bitja so govorila amen. Starešine pa so padli preden in ga molili. Težko razumemo te opise, to simboliko, ampak tu vidimo, da je v nebi čas slavljenja, čaščenja tega Gospoda, ki je šel na križ kot jagnje. In dragi prisotni, jagnje je očitno v središču. Jezus je tisti, ki špila ali igra ključno vlogo v ozadju svetovne zgodovine. S svojo smrtjo je napravil nekaj, kar nišče drugi ne mogo napraviti. In vsi prisotni v nebi gledajo tistoga, ki je usodo človeštva usmeril v novo smer. S svojo krvjo si za Boga odkupil ljudi iz vseh rodov, jezikov, ljudstev in narodov. In dragi, tudi to bomo mi enega dne videli. To nam Božja beseda obljuba. In dragi, ti si odkupljeni, ti si osvojeni, ti si rešeni zaradi ljubezni, štero te Bog ljubi. In tudi da čutimo to bližino tega velikonočnega jagnjeta, lahko povemo, Gospod, hvala te za mojo osvoboditev, da si me rešil. Osvobodite od vsega, ko me bremeni in utesnjuje v moje življenje. Deca so nam zelo lepo slikovito to prikazali. In seveda, zaradi našega življenja, toliko našega življenja, tudi če sprejmemo to odrešitev, ne da je vse šlo gladko. Vendar, tu so zdaj ena nova pravila, ena nova perspektiva, što nam davlja Gospod. Morda nam v tom našem krščanskem življenju lahko pride na pomoč pogled na Izraelce, spet se vrne na izhod iz Egipta. Izraelsko ljudstvo je zapustilo deželo tistih, ki so jih zatirali, ki so jih šužnjevali, ki so jih izkoriščali. Potovali so v svobodo z Bogom na strani. V njihovi prtljagi je bilo vipanje na obljubljeno deželo in na Sinaji so dobili še 10 božjih zapovedi. Vendar, kljub vsem tebi, je njihovo potovanje bilo užmetno, je bilo naporno, bilo je dolgo, bilo je težko, vroče skozi puščavo, bile so sušno obdobje, da so ne imeli nikaj zapiti, bila so obdobja, da so ne imeli kaj za gesti in ljudje so se pogosto upirali, Mojzes, pa gdje je zdaj naša nova svoboda? Mojzes, lačni smo. V Egipte, to je bilo dobro, mogli smo oddelati, ampak piskri so bili puna. Kakšna je ta tvoja perspektiva pri Bogu? Pa nika se je ne izboljšalo. Dostakrat smo mi tako to izraelsko ljudstvo, da znamo hitro jamrati, tarnjati in krivico davati drugome, zakojno ne je to, kako bi moglo. Vendar predvladalo je spoznanje, da je to prava pot. Na koncu so srečno prispeli v Kanaan, v to obljubljeno deželo. Tudi moje življenje kot kristjana, štiri zavipam Gospodi, da me pelalo skozi puščavo, da me pelalo skozi strah, da me pelalo skozi obup, spet navežem se na deco, stvari. S temi stvari smo se soočali, tudi če smo Gospoda sprejeli v svoje življenje. Z strahom, z žalostjo, z dvomom, ampak ne pozabimo pogledati na križ.
Mi doživljamo svoje napake in občutke in včasih se čutimo, da smo sami krivi. Tudi znamo, kot ljudje, pa mogoče bi radi, da se niti smrti ne moremo izogniti. Ampak vseeno, ob vsem tem znamo, da smo na pravi poti. Zakaj? Ker sem svoboden. Zato, ker če spadnem, znam, da pride nekak, ki mi pomore, da stanem gor. Ker znam, da tisto, ko obremeni moje življenje, leko nekako mi predon. Jagnje štero je umrlo, je vstalo in to je spremenilo pravila življenja. Da si obupani nad svojimi neuspehi, tete mi pravi, odpuščeno ti je. Da si nemočen in bi najrajši več šle naprav v naslednjega koraka in obupu, mi pravi, jaz sem s tebov. Nemo te pustu samega. Da poglednem smrti v oči, te čujem jagnje, štere nosi to zmagovalno zastavo, ta simbolika se mi vidi, jagnje, ki nosi zmagovalno zastavo. Glej, jaz sem stonil gor od mrtvih in premagal smrt. Jaz sem prvi prestopil to mejo in ti mi boš sledil na toj poti. S tem se vsi soočali in to mora biti naše vipanje vizma. Gospod je premagal grob in smrt in živi in z njim bomo živeli tudi mi. In draga cerkev, zavedamo se, vse to je kot da bi bilo nekje daleč. Kot da je bilo nekje nedosegljivo. Ampak znate, jagnje, je znan, da spomnali, da se kotijo jagnjeta, to so takšne ljubke živali. Ampak v bistvu je to ena zelo mogočna figura. Ena zelo mogočna osebnost, katero tu Janez opisuje. In spet je tudi to značilno svetopisemsko razmišljanje. Največje moči, najbolj osupljive moči, največji potencial za spremembo ne najdemo to nekje, kjer je vse navdušujoče, kjer je vse veliko, kjer je vse veličastvo, ampak večina se skriva v tom, kjer je nekaj majhnega, šibkega, neopaznega. Tom Gospod dela velike stvari. In zaključim z enim stavkom. Ista stvar se je zgodila v jaslih v Betlehemu. Majhno dete, neopazno, rojeno, ampak bil je Božji sin, ki je par let kasneje prišel na križ, mrl, gorstono in nam podaril večno življenje. Amen. Gospod Jezus, hvala ti je za to kratko sporočilo tega velikonočnega dneva. Gospod, ampak hvala ti je, da znamo, da si ti živi Bog. Hvala ti, da te leko mi slavimo, da te leko častimo, da ti dajemo čast, ka leko pozdignemo svoj glas in povemo, vredno si jagnje, ki si bilo za mene žrtvovano, ki si bilo za mene zaklano in meni s tem dalo večno življenje. In Gospod, dragi, zdaj da prihajamo tudi v slavljenje tvojega imena, Gospod, te ščemo povzdignete. Ker, Gospod, dragi, smrt je premagana. Ti si živi Bog, ki prebivaš tudi v naši sredini. In, Gospod, dragi, naj bude tvoje ime proslavljeno in povzdignjeno. Amen.